Živijo, sobota je. In današnja sobota bo malo bolj na easy, ker za čuda nimam nobenih snemanj, nobenih obveznosti, nikamor ne rabim leteti, lahko sem doma in to bom izkoristila zato, da sem pospravila vse cunje, oprala vse skupaj, da sem brez make-upa, da si moja koža malo pomore, ker se mi je začelo vse živo tle delati. Da si bom probala dati en barvni preliv čez lase, mogoče malo temnejš, da vidimo kako to izpade, da mogoče naredim kakšno stvar, ki jo čez teden nisem imela cajta narediti. That would be quite awesome, če mi še to rata danes narediti. Tako da ja, ta sobota bo res tisti čas zame, ko se umirim, ko si vzamem cajt za kožo, za lase, za nohte, my god, tudi to bi bilo fajn kaj izrihtati. Še posebej zaradi tega, ker bo naslednji teden kar hektičen, ker sem 2 dni z doma, ker pomeni, da moram večino stvari vnaprej narediti in za večino stvari poskrbeti, da bodo prej narejene. In potem, ko pridem domov, moram takoj dati ves material, ki ga bom posnela, uploadati. In da se to gre čim prej v montažo, da gre čim prej ven, da bomo čim prej posnetke v zuniji, da lahko čim prej Cat4K kanal laufa naprej, tako, kot bi mogel že kar nekaj cajta. Tako se mi zdi, da je ratalo družbeno zaželjeno, da si skozi busy, da skozi delaš, da ful delaš. Guilty as charged, ko me nekdo vpraša, kako si, bom odgovorila za busy, ful se imamo fajn, ful je dela, dober je, a ne? Ampak v bistvu je bolj ključno, kakor to, da si skozi busy, koliko kvalitetno to delo opravljaš. In jaz pač vem, da lahko sem cel dan v ofisu, ampak dejansko kvalitetnega dela od takrat pa je lahko to tudi samo pol ure. In pol je tle ta, ko moraš sebe pogruntati, kako pa kdaj najbolj deluješ, pod kakšnimi pogoji, na kakšen način, da res dobiš čim več teh produktivnih ur ven iz sebe. In jaz se še zmeraj tle ful iščem in probam poštudirati sebe in vse skupaj, tako da pač nimam vsega poštudiranega, nisem vse ved. Še zmeraj se učim, še zmeraj iščem načine, kako izboljšati samo sebe. In se mi zdi to en tak ful ključen moment, da se zaveš, da ja, ful delaš, ja, vzem si tudi cajt zase in pa ja, probi poštudirati, kako lahko iz tistih ur, ko delaš, res potegneš ven maksimalno dela. Ker sem pogruntala, da če dejansko grem spat pred polnočjo, bom lahko vstala ob 7:30. Če grem spat 20 čez polnoč, bo ona 7:30 ratala ful problematična, ne? Tako da, I failed miserably yesterday, ker sem šla spat ob 2:30 nekje, a ne? Ampak danes ste imeli vlog gor, tako da lepo prosim, a ne? Včasih se treba tudi malo žrtvovati. Ampak ja, res nočem narediti habit iz tega, kljub temu, da komot delam zvečer in delam ponoč in sem marsikdaj tudi najbolj produktivna zvečer, ampak težko delam pa kreativne stvari zvečer. Tako da se res probam osredotočiti na to, da bi ta svoja jutra pohitrila. A veš, da je pač ta time od takrat, ko ti budilka zvoni, do takrat, ko pač si te prvo stvar naredil, da to ni 3-4 ure, ampak da bi bilo recimo, ali pa včasih je zelo več, a ne, tako ne tega okoli gor, ampak da bi bilo recimo 1 uro. 1 uro pa pol, recimo 1 uro pa pol, zato ker si vzamem še cajt za zajtrk pa za make-up, ok, that takes some time, ampak ja, 1 uro pa pol. That would be marvelous, a ne, that would be like, woo! A veš, in bolj pozabim posneti take totalno zanimive stvari, a ne. Kukor, naprimer, kako sem si zdaj noge merila, ker sem 4 mesece nazaj naročila ene petke na Kickstarterju, ki ne bi bile ful udobne oziroma tako udobne, kukor superge in ki jih lahko nosiš cel dan. In so zdaj naredili cel posebej app, kamor vpišeš mere svojih nog, slikaš noge, vse živo in ti potem naredijo takole profil tvoje noge, da ti bo bodo čist po meri narejeni čevlji. Tako da to bo še ena zanimiva Kickstarter zadeva. Ampak, a veš, ne, take stvari, ki jih pač pozabim. Tako da ja, zdaj moram pospraviti pa ta mes, ki sem ga tle naredila.
To bo to od te lazy sobote, lepo se mejte, se vidimo jutri. Pa to je to, a ne? Kaj naj še rečem? Adijo.